Ta 11. pogovor bi v resnici moral biti nek podcast. Včasih sva to s Tanjo fino speljala, ona je govorila ta tekst. Namreč tukaj gre za žensko, skozi bo ženska govorila, bral bom njene maile, jaz bom pa potem komentiral. Tokrat bom sam prebral vse te njene maile, komentiral bom bolj malo, ker niti ni za komentirati, rad bi vam en point poudaril. Namreč na tole mojo razočarano gospodinjo pri seksologu se spravlja na veliko, spravlja z neko cenzuro, z nekimi grajami, z nekimi naročenimi prispevki, grajajočimi ali v Mladini ali v Večeru. Namreč okrog 8. marca sem imel 3-4 predstave, vezane na dan žena. Predstave Razočarana gospodinja pri seksologu so poučne in ena od teh razočaranih gospodinj je šla s kolegicami na predstavo v Domžale in potem se je okorajžila in mi napisala neko zgodbo, jaz jo bom zdaj prebral. Jaz bi dal temu pogovoru 11. naslov Seks pred poroko, da ali ne. Sam bom skrajšano raje dal naslov Aseksualni moški, mož. Namreč takole je začela tale obupana, razočarana gospodinja. S sedanjim možem sva skupaj dobrih 7 let. Mož je star nekaj čez 50 let, jaz pa se približujem 40 letom. Poročila sva od pomladi, tam nekje 2018, skupaj sva se odločila, da do poroke ne bova seksala, na čemer se niti nisem pritoževala, saj sem se dodobra naseksala od pubertete naprej vsaj 10, mogoče celo 15 let. Prvih 10 let je bilo burnih, tako pravi, potem je šla malo na abstinenco. Doživela je tako rekoč vse v tem seksu, v seksualnosti, spolnosti. Vse sem poskusila, sem imela kar nekaj zvez in tudi sicer pestro seksualno življenje. Verjetno kar nadpovprečno, glede na izpovedi teh mojih prijateljic, kolegic, ko so se malo razkrile, sem se sama pri sebi mislila, tako pravi, tele pa niso vsega sprobale to, kar sem jaz. Seksualnega apetita mi ni manjkalo, zdaj me je pa očitno zadela neka božja kazen, ali kako naj temu rečem, tako piše. Imam moža, ki je povsem aseksualen. Svoj čas se mi je zdelo povsem nelogično, da bi obstajala tudi kakšna aseksualnost, še posebej ne pri moških. Jaz sem pa zdaj deležna, torej mož ni duhovnik, ni celibater, pri duhovnikih še nekako razumeš, tudi pri nuni še nekako razumeš neko aseksualnost. Ampak pri možu, pri poročenem možu, ki ima 3 otroke, in pa me sprašuje, kaj naj naredim. Ločiti se nekako ne morem, imava namreč 3 otroke, 2 sinova, 1. in 3., srednja pa je hči. Za nameček pa sva še cerkveno poročena in tudi verna. Zato nisva seksala do poroke. Nisem napakal. Kakor za koga. To je bila njegova želja, njegova pobuda. Jaz sem v to pobudo, to željo njegovo pristala. Ni mi bilo tako hudo, plan poroke je bil dosti hiter, postala sem popolnoma otopela zdaj, ker sem v seksualni karanteni, tako rekoč, otopela, razdražljiva, logično, ker sem seksualno popolnoma nepotešena. Kaj porečete na vse skupaj? Kaj porečem? Saj ste bili na tej predstavi. Zdaj malce premalo mi je napisala. Ideja seksa pred poroko v teh časih, in to zdaj ne živimo v srednjem veku,
po mojem videnju ni dobra, čeprav sem imel kar nekih takih mladih parov, ki so se odločili, da bojo seksali po poroki, ne. Vem, da je bila neka obupana mama, pa kako to, aj moj sin gej, seksa še nič. Ne, zmenila sta se s partnerco, da bosta seksala po poroki. Ok, družna odločitev. Ampak kaj, če dobiš mačka v žaklju, ne? Zdaj, ali mačka, torej muciko po žaklju, ali pa mačka, ne? In zdaj tale ženska, ki se je obrnila na mene, je dobila mačka v žaklju, ne? Ker tale seks s tem možem je postal, oziroma že od vsega začetka je bil pošastno slab. Ne? In ljudje smo v tej kulturi, ki ni srednji vek, seksualno prebojeni. Ne, da imamo neko spolno vzgojo, ampak ta zapovedana aseksualnost, pa neka rigidnost v pristopu percepciji seksualnosti je v tej kulturi vsaj pri nas takšna, da so moški in ženske kar prilično pohotni že v puberteti. Potem se pa to samo še nadgrajuje, pa še tam neki porniči svoje opravijo, ne, prehitro gledanje porničev nam zagode, oziroma našim otrokom, bodočim rodovom, se pravi, seks, da ga ne bi bilo pred poroko, pismo, po mojem videnju je to Mission Impossible. Ampak kakorkoli že, zdaj ona je malo več pa ali manj opisala na mojo pobudo. Od vsega začetka, takoj po poroki, se je mož nekako distanciral od spolnosti. Drugače povedano, začel me je odtegovati od spolnosti. Vedno je imel neke izgovore, dojela sem, da je njemu seks španska vas ali pa tretja briga, da mu je brez veze, spolnost je zanj samo za reprodukcijo, se pravi za otroke narediti, in potem je njegov izgovor, kaj če spet zanosiš? Ja, pismo umakn, butel butast, ne? Ali pa imaš varne dni, kaj če spet zanosiš, in treba noč spustiti. Ne, mislim, oba sva namreč proti splavu. Ok, sta proti splavu. Zdaj, tabletka dam, potem je tudi splav, tako rekoč, ne? Ampak da se pa tudi umakniti, ne? Poročena sva šele 6 let, imava pa že 3 majhne otroke. Najmlajši sin je star 1 leto, včeri pa 2,5 in najstarejši sin pa skoraj 4 leta. Vleče ga k meni v posteljo, ne, najstarejši sin, 2 otroka, sorejenca sta mu kradla mamico in seveda gasili jih mamici. Po noč si jo proba priboriti. Mož nori od seksa, češ da bom pedra naredila. Iz otroka ni tako enostavno, no, kar pedra narediti. Mamica, če tepe otroka, brezsrčno, lahko otrok moški gej rata. Prej bi upeljali lahko, če že grozi ženi, da se bo že otroku zgodila erektilna disfunkcija, če bo predolgo časa z mamo spal, ne, se pravi impotentnost pa tako naprej, ne. Očitno sem zelo plodna, ne, se pravi, z vsakim seksom, ne, ko bi rekel 3 sekse, pa 3 otroke ima. Po vsakem seksu je zanosila, pa še tole dojenje in ni nudilo te naravne kontracepcije. Z možem sedaj živiva tako rekoč kot brat in sestra. Znorela bom, napiše, ne, upravičeno boste znoreli, ne, naj vam, rekel, dajem prav, ne, se tudi na odru to tako rečem. Ločitev zaradi otrok nekako ne pride v poštev, ja, prav razmišljate, ali si naj najdem ljubimca, a Bog to pusti, se sprašujete, ne. Mož absolutno noče obiskati nobenega psihoterapeuta, ljubice se mi zdi nima, peder očitno tudi ni, morda je biseksualec, prav razmišljate, sploh ne rabim nič govoriti. Je pa dobrih 15 let starejši od mene. Se mi zdi, da moški pred 60 letom nekako še ne more biti impotenten. Prav imate. Jaz sem star 60 let in ne bom šel v detajle. Sicer je kar športen tip, erektilne disfunkcije nekako nima,
torej ni impotenten, samo apetita za seks z mano nima. Se mi zdi, da niti ne masturbira, kaj sicer ne more točno vedeti, ne, če to dela na samem, ne. Porniče tudi nagleda, tako mislim, pravi, ne, porniče človek na samem gleda, na telefonu mogoče, ko ga noben ne vidi. Imate kakšen nasvet zame, pojasnilo, sem res obupana. S to idejo nič seksa do poroke me je nekako okoli prinesel, ne. Okoli jo je prinesel, nadmudril je, prefilmal jo je. Pred poroko je vse kazalo drugače, ali pa sem zaradi lastne pohote videla situacijo nerealno pred poroko. To, da se bova po poroki ful dol dajala. Uštela sem se. Zdaj, kaj naj jaz rečem? Brez da bi vedel, kaj je v možu, jaz težko zdaj svojo pamet pa znanje angažiram, nič pametnega vam ne morem reči, če ne vem, kakšno imel primarno družino. Vam pa rečem, da dečkovo pohoto determinira odnos dečka do mame in do očeta, oziroma očetov odnos do njegove mame, svoje žene, pa cela zgodba v primarni družini je ključna, da si otrok, deček, zaželi ful močno žensko, da ima močno pohoto, v puberteti že, potem pa čedalje bolj, saj do neke starosti, dokler ni seksualno potešen. Je pa treba reči, da psihična realnost otroka ima svojo zgodbo, dogodki, kakršnikoli pa so, se pa na različne načine odkejo v miselne procese. In miselni procesi so ključni, ne toliko sami dogodki. Lahko z dogodkom na videz ni nič narobe, ampak otrok pa pol neko dramo v svoji glavi naredi in tale aseksualnost se lahko napaja iz nekega obdobja, ko je otrok videl nekaj, kar iz registra seksualnosti, se pravi, šlo naj bi za spolno zlorabo, kar se mu je strašansko zagnusilo. Ne da ga je vzburilo, ne da ga je zbegalo na tak pa tak način, ampak skrajno se mu je zagnusilo in od tod se lahko potem napaja ta pretirana patološka aseksualnost, kakršno ima dotični mož. Ženska je pa po mojem videnju dosti normalna, pa še potem bomo videli, kakšno percepcijo seksualnosti ima, da je zelo normalna. Mož pa ima deficite v percepciji seksualnosti oziroma neke anomalije, nenormalnosti, bom tako rekel. Nekaj narobe šlo v tem gor spravljanju v primarni družini. Nekaj je to primarno družino tudi opisala, bom pozneje prebral. Zdaj pravi še, pred mano ni bil poročen, če mi ni lagal, tudi z nobeno žensko ni hodil, skupaj živel, če to človek do 45 leta ne naredi, potem je nekaj fejst narobe s tem človekom, s tem moškim. To bi rekel, je škart roba in dotična ženska bi to mogla vedeti, razen če sama ni bila deležna nekega čudnega, specifičnega očeta, da si je šele, po 35. letu, ali koliko je bila stara, po 30. začela želeti zvezo, družino, dobila tam nekega navideznega alfa samca, ki je v resnici bil blefer na sivem oslu, škart roba, 15 let starejši, intuicija jo je zavozila. Živel je z mamo, piše, joj, to je že alarm, oče mu je umrl pred 20 leti, o njegovi družini ne vem veliko, verjetno je bila njegova družina klasično disfunkcionalna. Pravilno razmišlja, zaznamovana tudi z neko revščino, kakršno vlada na kmetih, namreč človek je iz Gorenjske, 20 let nazaj, ali ne, on je star 50 let nazaj, to so bili vsi revni tam, zdaj so malo bolj bogati. Ko sem se preselila k njemu in njegovi mami, torej v njegovo hišo, je bila njegova mama, moja tašča, ful ljubosumna name, in norela, imela je absurdne izpade, to je, rekel, pričakovano nezrela tašča. Tašče in snahe niso za skupaj in mož mora stopiti na stran svoje žene, ne na stran svoje mame. Prvo leto je bilo zame kot v norišnici, oziroma v peklu, piše. Ampak me je nekako bodril in mi stal ob strani, to je prav delal. Njegova mama pa se je njemu maščevala z raznimi izpadi,
ker njej ni stal ob strani, ampak je meni, torej ženi, stal ob strani. Sedaj ta tašča nekako da mir, se je umirila, skregana je tako rekoč z vsemi sosedi, s celim sorodstvom, zato ima zdaj neko navezo s sinom, družno proti sinovi ženi, svoji snahi, zdaj nekako furajo, sinom je zdaj vsaj v dobrih odnosih, čeprav je sin do svoje mame tudi zelo zadirčen, zdere se na njo, kljub temu, da je mama dobra do njega, in zdaj tolo žensko skrbi, ko mama umre, na koga se bo pa potem mož zdiral, ker ne bo imel drugega, razen žene pa 3 otrok, potem bo vso jezo, ker zdaj še malo mama pokasirala, potem pa njegova družina, žena pa 3 otroci. Tale tašča je pač epicenter sveta, vesolja, vse se mora okrog nje vrteti, tako pravi. Kaj če zdaj jaz reči? Zdaj jaz vidim, da ima mama močno ljubosumje, kar je klasično v tej patologiji s snaho. Mogoče je tale mož, sin svoje mame, ponotranil to materino ljubosumje na en čuden način, tako prefinjeno, tako patološko potlačil materino ljubosumje, da si še ženske svoje žene nehal želeti. Zaradi materinega imperativa ne si želeti tvoje žene. Imej mene, če tudi ne seksa z mano, imej mene, pusti ženo. In lahko, da se napaja, teoretsko bi lahko rekel, da se njegova aseksualnost napaja tudi z te zahteve, tega materinega, nezavednega apela ali pa imperativa, bi se celo lahko reklo. Mož bi se moral izpovedati, da bi jaz vedel točno, zakaj se gre. Moral bi povedati, kaj se je dogajalo v otroštvu, vsekakor pa jaz vidim, da bi tale mož moral na psihoterapijo, na katero pa seveda ne bo pristal. Pa še nadaljuje, kar se tiče mojega moža, zakaj je tak? Vanj sem se pač zaljubila, sem tudi vrtala, mu pomagala, bil je ves zaprt. Mislim, da mora problem njegove aseksualnosti izhajati iz otroštva, itak dobro ste tole natuhtali, tudi neke podcaste moje je gledala in ve, da je otrok oče odraslega človeka. Mož do mene spolnosti, seksa z ženskami skoraj ni imel, vse je imel bolj platonsko, rad je imel lepe ženske, rad flirta, ampak kar se tiče seksa, je totalno nevešč, zgubljen, brez prave pohote, dezorientiran, netestosteronski. Mene je prvič naskočil kot pes psičo, nobene predigre, nič. In to samo z razlogom, da bi zanosila, ker je hotel imeti potomce, otroke. Ko sem zanosila, se me več dotaknil ni. Tega je treba ubiti, rečem na odru. In dotična ženska je bila na moji predstavi. Zdaj, etiologija moške pohote je znana, izhaja iz otroštva, kot sem rekel, vezana je na očeta pa mamo in njun odnos, nekaj se tam mora dogajati, pa neke spolne zlorabe ne sme biti, potem se testosteronskost tudi na tem seksualnem področju pri dečku razvije v puberteti in drži, do 70 leta sigurno. Spolna zloraba, ki jo slutim v ozadju tega moškega, pa mu lahko privzgoji gnus. Se pravi, da je otrok nepripravljen videl neko seksualnost, ki se mu je skrajno zagnusila in stvari, ki so se otroku gnusile, potem dobijo kulminiran status gnusa v odraslosti, ko je deležen sam te seksualnosti. Pol mi še enkrat povzame, ki sem rekel, sva se zmenila, mogoče bi pa jaz podcast posnel, oziroma ta pogovor, kot jih imam zdaj, in se je povzela. Mož v življenju ni kaj pretirano seksal, če sploh kaj, razen z mano. Z mamo
ves čas ful sodelujeta, zdaj komunicirata, tudi zaradi imajo neko manjšo kmetijo, zaradi kmetije, ki jo fura poleg službe. Sicer je tam nek profesor na neki, kaj je že tam, višji šoli, tu ima skozi neke študentke, pa je flirta z njimi. Živel je disfunkcionalni primarni družini, njegovi starši so veliko pretrpeli, se med seboj prepirali, imeli razhlajen odnos, se niso imeli radi, to je povsod tako, skoraj da povsod, ne, so neki prepiri. Mož ne mara niti mojih dotikov, kaj šele, da bi se z menoj božal, delil kakšno nežnost, očitno mu je neprijetno. Če se spomnim, koliko sem jaz prejokala, ne, mislim, moje sožalje, se upravičujem v imenu moškega spola, nismo vsi moški taki, koliko sem prejokala zaradi tega, oprostite, da malo zmedeno pišem, ker se mi spet joka. Nazadnje sem z možem seksala poleti 2021, ne, in takrat se je zaplodila najina hči, otrok, ne, tretji. In sem takrat pred zadnjim seksom, ne, sem ga fehtala, ne, sem znorela in sem ga vprašala, če mi dovoli, da imam vsaj ljubimca, če že seksati noče, ne. In takrat se je potem prisilil v ta seks, ne, in je noč spustil, ja, če je noč spustil pismo, ven umakn, ne, in potem je nastala ta hči. Ne, v 5 minutah je to svršijo, ne. Mislim, jaz tam na odru rečem, koliko pa je to trajalo, pa prav so igralka, bruto, ne, all inclusive s tuširanjem z opravičevanjem od 8 do 10 minut. Jaz pa izstopa, tega je treba ubiti, ne, tema. Mislim, malo je fajn imeti svetlobo, da malo vidiš, ko držiš, pa ko se dogaja, ne. Lahko pa, da ima mehno, delikatesno kumaričico, ne, sem o tem ni pisala. Ali je pa malo latenten peder, da ne rečem biseksualc, ne. Zdaj, da bi bil naveličan, kar se navadno dogaja, dvomim, ne. Dotični ta moški se meni zdi ranjen, ne, nekaj je moral videti kot otrok. Zdaj ona sprašuje, zakaj se potem poročil z mano, mlado potrebnico, če je preutrujen, naveličan, nezainteresiran za spolnost. To ni fair do mene. On ne ve, zakaj je aseksualen. Njegova zavest nič ne ve o tej njegovi aseksualnosti, on samo čuti, da mu seks ni ok.